Naj začnem z samim dejstvom, da je Kulturna Slovenija, poslanski klub, včeraj pozno popoldne vložil v Državnem zboru zahtevo za sklic izredne seje z jasnim namenom, da obravnavamo točko dnevnega reda javno-finančno vzdržnost in stabilnost Republike Slovenije v primežu neodgovornega oziroma neodgovorne vladajoče politike. V duhu resne konstruktivne opozicijske drže seveda smatramo, da je prišel čas, ko je treba preprosto umiriti žogo. In da je konec tega, da predsednik vlade in vsi ostali akteri koalicija seveda v elektronskih medijih in ostalih medijih seveda razpravljajo o tem, kakšna je situacija, oziroma nastaja celo situacija, da postavljajo med seboj kontradiktorni in dajajo izjave, ki preprosto imaš občutek, da ne sedijo vsi v isti glavi. Vsak, ki vsaj malo ve, kaj to pomeni, ali si plačilno sposobni ali ne, ve, da govorimo pravzaprav o bankrotu, nekomu, ki nekaj ne zmore. Zdaj, seveda, postavlja se eno zelo preprosto vprašanje. Če je to res, mislim, da je prišel trenutek, da predsednik vlade skupaj z svojimi člani ministri pride v Državni zbor in to zelo jasno in glasno pove, kaj je to zelo tisto, kar nas bo tega pripeljalo in če je temu res tako, kaj je tisto, oziroma kateri so tisti ukrepi, s katerimi bo seveda to tudi preprečilo. Mislim, da je tudi napočil čas, da se vzpostavi dialog, po katerem pravzaprav kar naprej kliče predsednik vlade. Rad bi se spregovoril in pogovoril z opozicijo, vendar ne mi povemo, da opozicija je v Državnem zboru, tukaj v parlamentu in dialog, diskusija se vedno odvija samo v parlamentu. Naj poudarim zelo posebej in zelo jasno, da pričakujemo, da se bo ta izredna seja tudi zgodila. Verjamem, da tisti, ki ne želi z opozicijo imeti dialoga, bo naredil vse, da bo takšna seja tudi preprečila. Če je to temu namen, bomo to seveda to jasno sporočilo tudi dobili. Tudi ne poudarim, da ne gre za nikakršno interpelacijo predsednika vlade. Vsaka resna interpelacija pomeni seveda tudi zelo jasno zamenjavo, predloge in pa zelo konkretni material, ki ga predložiš, in zato obstajajo v poslovniških določilih tudi določene roki in načini, kako se to izpelje. Gre samo za sklic izredne seje, na kateri želimo spregovoriti in se seznaniti s tistom, kar nas bi vlada morala seznaniti že zdavno.